Pozdravljeni! Na vrsto je prišel že drugi komentar novic v letu 2023. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat si bomo, kot običajno, ogledali 4 različne sklope novic. In seveda poudariti je treba, da se pravzaprav vidi, da so pri raznih ekipah oddelki za stike z javnostjo končali božično-novoletne praznike. Namreč zanimive novice so bile objavljene dobesedno v zadnjih 2 dneh. A vkolikor bi koga izmed vas zanimalo, kaj pravzaprav piše v citiranih originalih, tudi tokrat, kot običajno, so bližnjice do vseh citiranih člankov navedene v opisu. Mi pa, da ne bomo preveč dolgi, se bomo kar lotili naše prve teme. Verjamem, da ima marsikdo izmed vas že malce dovolj vse te drame okrog ekipe Andretti. Ampak 10. januarja smo lahko videli nov razvoj. Namreč v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, je bila objavljena izjava Michaela Andrettija. Zasledili ste jo lahko naprimer na spletni strani motorsport.com, Race Fans in še bi lahko našteval. Ampak kar je najbolj zanimivo je to, da je Andretti najprej svojo izjavo podal za finančno revijo Forbes. In v njej smo slišali pravzaprav neke vrste pritoževanje. Namreč Andretti meni, da v Formuli 1 nočejo imeti njegove ekipe, najprej zaradi tega, ker nočejo zmanjšanja te pogače, katero se razdeli med ekipe. Govorilo se je o približno 10%, o tem smo že govorili. In seveda, kar je še bolj zanimivo, hočejo, da bi ostale ekipe nekako prevzele ameriške pokrovitelje. Prav tu lahko vidimo, kako pri družini Andretti pravzaprav niso razumeli bistva Formule 1. Namreč Formula 1 ni lokalen šport, temveč je globalen. Pokrovitelji si sami izberejo, na koga se bojo navezali. In verjetno, vkolikor se želijo pojaviti na svetovnem prvenstvu Formule 1, se nočejo samo nekako ozirati na Združene države Amerike. Naprimer, če se spomnimo, ekipe Haas je imela pred leti že malo kontroverznega ruskega pokrovitelja. In ni bilo nič napačnega. Tako kot nekatere druge evropske ekipe imajo seveda tudi pokrovitelje, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike. Menim, da je to samo nek izgovor in neko izvrševanje pritiska, seveda samo zato, da bi ekipi, ki jo sestavlja družina Andretti, nekako bolj na lahek način zagotovili neke vrste pristop v Formulo 1. Ampak sam osebno dvomim, da se bo zgodilo. Pri Andrettijih si s takimi izjavami v bistvu prej kot zaveznike ustvarjajo močne in seveda izjemno vplivne sovražnike, ki imajo dolg spomin. Pojdimo raje k drugemu sklopu. Na uradni spletni strani Formule 1 f1.com smo lahko 10. januarja zasledili novico, ki je marsikaterega navijača Sebastiana Vettela na prvi pogled osrečila. Namreč po samem naslovu smo lahko videli, da Sebastian Vettel bi lahko svojo kariero nadaljeval v Formuli 1 kot vodja ekipe oziroma neke vrste svetovalec. Ampak ko smo se lahko spustili malce bolj podrobno v sam tekst, smo lahko opazili, da v resnici gre za mnenja 3 vodij ekip, ki so
cenili ves pristop in humano stran tega zdaj že bivšega voznika Formule 1 in 4-kratnega svetovnega prvaka. Tako Christian Horner kot Mike Craig ter seveda Mattia Binotto so dejali, da ukolikor bi se Vettel želel povratka v Formulo 1, bi zagotovo dobil neko pot in verjetno mnogi mu bi stali ob strani. A poleg tega, da ima Sebastian Vettel zagotovo izjemne človeške lastnosti, se moramo zavedati, da Formula 1, vsaj na tistem politično-poslovnem delu, je vse prej kot prijazen šport. In prav tu smo videli Sebastiana Vettla, da pravzaprav je pokazal kar nekaj neprimernosti za tako vlogo. Spomnimo se, kako je na primer kritiziral politiko kanadske vlade, seveda mnogokrat tudi na primer prelete akrobatskih skupin, seveda vse za voljo tega, ker je on sam osebno prepričan v zeleno politiko. Sam se tu nočem spuščati ne na eno ali drugo stran. Ampak zavedati se moramo, da v sedanji Formuli 1 mora biti nekdo, ki je v ekipi zaposlen, primarno tam zato, da dela v dobro ekipe. Neke politične agende, neke osebne interese mora seveda pustiti zunaj. In dvomim, da je Sebastian Vettel nekdo, ki v tem trenutku je pripravljen na kaj takega. Po mojem osebnem mnenju je v svoji karieri zaslužil dovolj, da takih kompromisov, predvsem svojo lastno moralo, tudi ni treba sklepati. Zato dvomim, da ga bomo videli v pedoku Formule 1 v kakšni drugačni vlogi kot oni občasnega gosta. A morda se motim in morda ga bomo prav kmalu videli tam, ampak vse to bomo kot običajno seveda odkrili skupaj. Pojdimo raje naprej. Vloga direktorja dirke je izjemno pereč položaj v sedanji Formuli 1. In o tem smo lahko brali naprimer na spletni strani RaceFans ali motorsport.com v obeh primerih 11. januarja. Namreč Niels Wittich je pravzaprav ostal edini direktor dirke, ki je sedaj na razpolago v Formuli 1. Namreč v lanski sezoni sta bila na voljo dva, Freitas in Wittich, ampak po veliki nagradi Japonske in tistemu viličarju na progi, poleg bolidov Formule 1, so se pri FIA, in tu govorim o Ben Sulayemu, odločili, da do konca sezone bo prisoten samo Wittich. Ampak to še ne pomeni, da v prihodnosti bomo imeli enega samega direktorja dirke. Čeprav ta rotacija, ta menjava je izzvala velike polemike. Namreč ni bilo nekega standarda odločitev, neke konstantne mere. Namreč vsak človek lahko vidi z drugačnimi očmi in se tudi drugače odloči. Ampak da ne bo pomote, tudi Niels Wittich je v nemilosti pri Ben Sulayemu. Namreč spomnimo se, kaj se je zgodilo okrog tistega zrcala pri bolidu ekipe Alpine in posledične diskvalifikacije ter seveda preklica le-te. Videli smo, da pravzaprav direktor dirke je vse prej kot enostaven položaj. In po tisti menjavi Michaela Masija se je želelo le najboljše, čeprav smo videli, da kar tako, z tem, da bi priklicali neke zunanje strokovnjake, se mesta direktorja dirke Formule 1 ne da tako hitro in enostavno zapolniti. Namreč po nenadni smrti Charlieja Whitinga pravzaprav Formula 1 ni imela nekega pravega lika, neke prave menjave, ki bi lahko na hitro vskočila. In videli smo, kako se pri FIA trudijo narediti nekaj. In po svoje ima Ben Sulayem prav. Z dvema direktorjema dirke imamo manj možnosti, da praktično situacija preide v neko krizo, ukolikor eden izmed obeh nekako izvisi.
A to pomeni, da tudi v nadaljevanju bomo gledali neko rotacijo. Čeprav v sezoni 2023 mislim, da bo Vitič kar pogostokrat direktor dirke. Pojdimo še k zadnjem sklopu. V našem zadnjem sklopu se bomo pa zopet ustavili pri članku, ki je bil objavljen 10. januarja na uradni spletni strani Formule 1 f1.com. In marsikoga izmed nas je novica, ki smo jo tam zasledili, dobesedno razveselila. Namreč sin Juan Pabla Montoye, Sebastian, je podpisal pogodbo z mladinskim programom Red Bulla. In že samo ime Juan Pablo Montoya razveseli mnoge navdušence Formule 1. Je eden izmed nepozabnih junakov tega športa iz začetka tisočletja in seveda dobro znan tudi iz že prej omenjenih ameriških kategorij. Po mojem mnenju v tem trenutku med aktivnimi vozniki tisti, ki je najbolj univerzalen. A njegov sin lahko po eni strani vzbuja dvome. Namreč priča smo bili mnogim znamenitim priimkom, ki nato v Formuli 1 se niso izkazali. A po drugi strani moramo pogledati, kaj je pravzaprav mladenič dokazal do sedaj. Po eni strani je treba priznati, da v minornih kategorijah še ni osvojil kakega naslova. A po drugi strani moram tu z vami deliti lastno izkušnjo. Namreč privilegij sem imel komentirati dirke Formule 3 v sezoni 2022 iz nizozemskega Zandvoorta. In tam je pri obeh dirkah nastopil mladi Sebastian Montoya. V obeh primerih je dirko končal na 8. mestu in to za novinca je enkraten rezultat. In poleg tega moram priznati, da me je prijetno presenetil, kako je skozi zapletene ovinke v Zandvoortu, predvsem skozi znameniti Tarzan, nekako risal čisto drugačne linije, čisto po svoje izbiral, kako se pelje skozi in v dvobojih bil izjemno agresiven, ampak korekten. Ni napravil napake, ni povzročil kakšnega trka, ampak tudi ni pustil bistveno bolj izkušenim nasprotnikom, da bi ga kar tako zlahka prehiteli. Kot da mu bi slavni oče povedal, kako se tem stvarem streže, ampak tudi na mladem Sebastianu je bilo te nasvete nekako prenesti v resničnost. In videli bomo v prihodnosti, vkolikor bo imel možnost nastopiti v prvenstvu Formule 3, kako se bo odrezal. A menim, da Sebastian Montoya bo marsikoga izmed nas navdušil. Videli bomo seveda skupaj, ali imam prav ali ne. Za tokratni komentar novic je pa, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.